Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Predsednik vlade je odšel v Muro. Srečal se je s stavkajočimi, ki so ga najprej žvižgali, potem poslušali in na koncu ponovno izžvižgali. Spoštovani sodelavci, v naši sredini pozdravljamo z aplavzom gospoda Pahorja, predsednika vlade, gospoda dr. Hovnika in pa gospoda Kuntaviča. Najprej mi dovolite, da se zahvalim za bolj prijazen sprejem, kot sem ga pričakoval. Ne razumem vašo stisko in vaši protesti ne presenečajo. Jaz sem bil mlad fant, ko je moja mama Šivilja izgubila službo čez noč in dobro poznam vaše stisko. Danes smo prišli sem v eni zelo infarktni situaciji in rešili, to je moja ocena, tisto, kar se je reši dalo in postavili neke zdrave temelje za prihodnost. In po rezultatih te prihodnosti nas boste ocenjevali. In ko bo potrebno, bom znova prišel sem. Hvala lepa. Sestanek ste imeli 3 ure, to bo nimate časa 15 minut biti. Kljub temu so v Muri prekinili stavko. Odstopljena sta bila tako nadzorni svet kot uprava, Mura pa gre naprej svojo pot. Uprava je v celoti dala odstop, to je ena od naših zahtev bila. Odstop od tudi nadzorni svet, ki še končuje sejo. Dogovorili smo se, da je jutri za vse zaposlene v Muri dela prost dan, razen seveda trgovine, ki morajo funkcionirati in prodajati naše težko zgarano delo. Direktor Slovenske odškodninske družbe Tomaž Kuntarič pa je delavcem obljubil še nekaj denarja. In ker se zavedamo, da bo od trenutka uvedbe stečaja do prejemanja prvih nadomestil preteklo kar nekaj časa, je v dogovoru z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvom za finance dogovorjeno, da se v čim krajšem času, predvidoma v roku, ko bi vam sledila naslednja plača, zagotovi izredna denarna pomoč, socialna pomoč vsem delavcem, ki boste izgubili delo in sicer v maksimalnih zneskih. Finska zasebna televizijska mreža Nelonen poroča, da avstrijski poslovnež Hans Wolfgang Riedl toži finsko podjetje Patria za več kot 10 milijonov evrov provizij. Provizije so povezane s posredovanjem pri prodaji 135 oklepnikov v Sloveniji v skupni vrednosti 278 milijonov evrov. Doslej je Patria Riedlu že izplačala 3 milijone evrov za posredovanje pri tem poslu. Ob dnevu brez avtomobila so se nekateri politiki lotili vožnje z nekoliko manj običajnimi prevoznimi sredstvi. Ujeli smo šolskega ministra Igorja Lukšiča in ljubljanskega mestnega svetnika Romana Jakiča. Halo. Zara Česnik iz osnovne šole Danile Kumar. Da ona vlada je uspešno organizacijo izpita vlade umetnati Kupič, potem ko ste... To je ludnica! Zelo neka tiha zadeva. Kaj točno je tole? To je električni motor, pogledajte. To je zadeva, ki ne pušča plinov, ki je zelo prijazna, reagira na vsak. Evo, pogledajte. Tako da narediš en skoč. Ti, stari, si videl, kako skoč, a? Ga potegne. Super je, takoj se grem enega kupati. No in ostanimo na kolesih. V Mariboru so s prireditvijo Govorimo o tem, kaj skupaj zmoremo, dan mobilnosti nekoliko drugače obeležili invalidi. S prikazi spretnosti gibanja v mestnem okolju so opozarjali na ovire, ki jim močno otežujejo življenje. Mi pač potrebujemo avto, ne? In avto je naš ortopedski pripomoček, tako kot voziček. In z avtom se mi pomagamo, da tudi čim bliže lahko parkiramo, ne?
vse ne moremo premagovati takih razdalj, kot pač nekateri narekovajo zdravi ljudje. Ne. Ob Evropskem tednu mobilnosti komentar dneva Andrej Vuga. Leta 2008 smo imeli Slovenci 1.045.000 registriranih avtomobilov. Vsak drugi prebivalec Slovenije je torej imel svoj avto. In res je, da nam avto omogoča nekaj udobja in včasih z njegovo pomočjo rešimo kakšno zadrego. Potihom pa nam prazni denarnico, zastruplja zrak, ogroža zdravje in povzroča podnebne spremembe. Samo podatek glede zdravja. V EU umre 370.000 ljudi na leto zaradi onesnaženosti zraka. Pred dobrimi 10 leti je Evropska komisija zato začela pozivati države, da tudi sami organizirajo ozaveščevalne kampanje, s katerimi bi opozarjali na škodljive posledice prometa v mestih. Z ustreznim prostorskim načrtovanjem in upravljanjem prevoza je mogoče zelo zmanjšati negativne učinke prometa na okolje. Pri tem imajo svojo nalogo država in mesta sama, vendar pa je prav vsak odgovoren za to, da zmanjša onesnaženje, ki ga povzroča z osebnim prometom. Žal je dostopnost avtomobila ter goriva še vedno večja kot prednosti uporabe javnega prevoza. Glede na stopnjo lastništva avtomobilov in na naraščanje prometa, spremembe na področju mobilnosti ne moremo uvesti na hiter in lahek način. V tem trenutku bi lahko samo z drastičnim omejevanjem avtomobilskega prometa znižali stopnjo onesnaženosti zraka v mestih. Prav zato je cilj Evropskega tedna mobilnosti apelirati na voznike, da bi spremenili svoje prevozne navade. Posebej večja urbana središča so zaradi dnevnih migracij bolj ogrožena. Zato vse vabim k premisleku in odločitvi, kje lahko omejite uporabo avtomobila in si tako privoščite bolj zdravo in okolju prijazno vožnjo in gibanje. Naštel bom nekaj predlogov tako za mesta kot za posameznike. Zamenjava ali ureditev vozil javnega potniškega prometa, da ustrezajo standardu Euro 5. Ureditev parkirišč za osebna vozila na vstopu v mesta in vključitev teh parkirišč v omrežje javnega potniškega cestnega prometa. Vzpostavljanje okoljskih con na območju mest. Bližje parkirišče središču mesta, dražja naj bo parkirnina. Omejevanje hitrosti vozil. Pri javnem potniškem prometu pa je mogoče še urediti ločene pasove za javni potniški promet, uvesti prednost vozil javnega potniškega prometa v križiščih, prilagoditi omrežje javnega prometa po selitvi, uvesti intermodalna prestopna vozlišča, povišati subvencioniranje vozovnic za javni potniški promet, posodobiti plačilni sistem, ki med drugim omogoča možnost prestopanja brez doplačila. In še nekaj predlogov za področje nemotoriziranega prometa, povezave kolesarskih mrež, postavitev počivališč za kolesarje in pločnikov za pešce, vzpostavitev varovanih prostorov namenjenih hrambi koles, ureditev kolesarnic v večstanovanjskih objektih, povečanje varnosti pešcev in kolesarjev, povečanje površin za pešce in kolesarje. Vem, da so ti ukrepi sistemski in odvisni od politične in gospodarske volje na lokalni ali državni ravni. Zato bom pomagal še takole. Ob letošnjem tednu mobilnosti vabimo voznike k preprostemu in trajnemu ukrepu. Če veste, da boste morali s prižganim avtomobilom mirovati več kot 10 sekund, ugasnite motor. Tako boste prihranili denar, omejili onesnaževanje zraka in blažili podnebne spremembe. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Živadinov nam je zopet postregel z novim delom, tokrat v pivovarni Union. Art star, ja? Art. Art je zakon! Art je zakon. Super. V kinu Šiška pa je nastopila Kiša s front babo Anđo Marić. Še vreme, mobilno, jasno, spet sem na svoji strani. Ja, kje pa Mek? Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.